Mi smo nazaj, dragi prijatelji, in napočil je čas, da jaz pozdravim čez nekaj sekund mojega prvega današnjega gosta. On je en tak poseben pep, ne? On je en tak poseben fant. On si je nadel umetniško, repersko ime El Makedoner. Drugače je pa on, če se ne motim, ne to pravčala, da govorim, videl točno, ne, Stefan Josifovski, evo, Stefan Josifovski, a.k.a. El Makedoner, in on je posnel en tak res dober videospot z naslovom Angeli. In jaz sem rekel, da tega angela na zemlji jaz pogostim v naši vdaji z velikim veseljem in mu zdaj voščim po Skypu en velik dober dan. El Makedoner, Stefan, se midva vidima in slišiva. Seveda, lepo pozdravljeni, Iztok, režija in seveda gledalci. Kak te ne zdaj kličem? Stefan, El Makedoner, Angel, kak te ne kličem zdaj? Kaj pa če neki vmes? Pa kar bod El Makedoner, Stefan, Angel. V glavnem, El Makedoner, Stefan, Angel, daj mi povej, zdaj si bil v karanteni, baje si imel čudno frizuro, bil si neurejen, bil si ono res kar neki, zdaj si se pa baje ekstra za našo vdajo malo uredil, pa mi povej, kaj vse si zdaj spremenil na sebe, da si danes tako lep z mano tule v etru. Nisem se dokončno, ker mi ni ratalo se obriti, ampak mudi se. Včeraj sem komil frizerja, zaradi tega, ker bo vse pač taka gužva, da sploh niti objasnim ne moram. Ampak je ratalo, tako da sem rekel, ne smem biti kar s kapuco. Mogo sem če smo že na to El Makedoner, Stefan, Angel, daj ti meni povej za tiste gledalce, ki te ne poznajo, ki nimajo pojma, kdo si, daj se predstavi, malo o sebi povej, da te bodo tudi naši gledalci uspeli spoznati. Izvoli. Ime pa priimek ste že zvedali, se pravi Stefan Josifovski, se pravi, pravilno si ga prebral. Ja. Seveda, prihajam iz Makedonije, živim v Sloveniji, zdaj 11. leto se mi zdi, ja. Tako da prihajam iz mesta Veles, bivši Titov Veles, če je komu znano, če pa ne, pa bo še zvedel za njega. Ok. Živim pa tukaj v Domžalah in sicer natančne na Viru pri Domžalah. In ukvarjaš se s čim? Ukvarjam se, ne morem več reči samo z repom, zaradi tega, ker zavijam v neko drugačno smer, malo bolj komercialno, recimo temu, tako da se ne vodim samo kot reper, ampak kot artist oziroma umetnik. El Makedoner, Stefan, Angel, daj mi povej, Makedonija napram Slovenije, zakaj si v tam prišel sem? Enostavno, boljše življenje. V Sloveniji je boljše življenje kot v Makedoniji? Seveda. To, kar sem se malo presenetil, ne? Ja, marsikdo si mogoče tako misli, ampak je tako. In sicer, mogoče si nekdo želi iti tukaj, zaradi tega, ker še ni videl slabše. Ampak ja, pri nam je bilo dovolj slabše, tako da dobil sem priložnost, da pridem sem. Hvala Bogu mi je teta pomagala in sem ful vesel in neizmerno hvaležen za to. Moram te tudi pohvaliti, da dejansko zelo dobro govoriš slovensko, celo bolje od mnogih Slovencev. Koliko si rabo, da si se naučil tako lepo govoriti? Najhitreje sem se naučil v bistvu z pogovorom z ljudmi. Hodil sem, se pravi, prišel sem v srednjo šolo, ampak najhitreje, nisem se prav učil, da bi hodil na tečaje ali pa kakorkoli, sem se pa s pogovorom. Se pravi, delaš napake, smejijo se ti, ampak še zmeraj nekako dosežeš to, kar hočeš povedati in da te na koncu nekdo razume. Ne, lepo govoriš, nimam kaj reči. Tako da zdaj govorim, kakor govorim. Drugače pa predno bova šla na tvoj videospot, da te še malo vprašal o tem, dajma morava, glede na to, da si iz Makedonije, morava skočiti na Tošeta Projeskega, ki sem ga jaz izjemno cenil in tudi oboževal. In daj mi ti povej, ti ko si bil tam, 11 let nazaj si bil tam, nekoliko je zdaj od smrti, točno sem malo pozabil, ampak... 27. Koliko?
2,7 je umrl. No, se pravi, to je zdaj 13 let, ne, od tega se ti spomniš, takrat si tam živel, ko je on umrl, jaz, ko sem uspel zvedeti, da je to je tako, da bi umrl res Bog v Makedoniji, razumeš? Je to res bilo tako tam, da so dejansko ljudje prav zgubili upanje v boljši jutri svojega idola, angela, dobrotnika, ne vem vse, je bilo res to tako? Je bilo res in tudi tisti dan je označen še zmeraj se vodi kot za dan žalovanja, zaradi tega, ker je bil velik človek, zelo velik človek, humanitaren, dobrodelni koncerti so se delali non-stop, se pravi, ker je bil on še posebej na vrhu svoje kariere, čeprav bi zdaj bil se višji od tega, ampak tak glas mislim, da se ne bo ponovil na naših tleh in mislim, da tudi širše. 100%. El Makedoner, Stefan Angel, zdaj pa mi povej o tem tvojem videospotu, ki si ga bomo kmalu ogledali. Ti imaš not neke take, si naredil neke take čarovniške oči, sem se takrat malo prestrašil, z neko jebentiš, tale tip mi bo pa tu zdaj me bo ustrelil ven skozi ekran z nekimi temi strelami filmskimi, ali kaj hudiča, so to tvoje prave oči take, si se tetoviral, ali kaj hudiča imaš na očeh v tem spotu, človek božji? To so leče. Nikoli do zdaj v življenju nisem nosil tega, tako da sem rabo 45 minut, da sem karkoli dobil noter zaradi tega, ker pač ni bilo izvedljivo. Jokal sem, nisem mogel, ampak sem rekel, za spot se bom potrudil in mora biti legit. In kaj si nam s tem spotom ti dejansko hotel sporočiti, ker naslov je Angeli, ne? Kaj si nam hotel povedati? V bistvu glavni razlog za to je, da sem v bistvu 1 let nazaj naredil Demoni komad. To je bilo bolj bazirano na dvolične ljudi in na zahrbtne ljudi, recimo temu. Tako da sem rekel, da moramo tudi kontrastran pokazati. Mogoče so dvolični, ampak še zmeraj se jih da spremeniti v normalne in dostojanstvene ljudi. Se pravi, ti si dejansko nadaljevanko naredil, ne? Nek mini zgodbo iz enega spota v drugega, ne? Dobro. To je pa tudi ti spot rdeč, ta je pa moder. Aha, lej, jaz predlagam, dragi prijatelji, da si midva ta spot zavrtima. Bil si super gost, kratko a sladko, ostani kul še naprej, pozdravi moje makedonske gledalce, če me slučajno kdo gleda, ne vem kje, lej, nikoli ne ve, svet je mali, in pa lej, ko bo konc tegale karantenskega sranja, se definitivno dobiva nekakšni kavi in še kako več rečeva, ne? Seveda, jaz sem vedno. Drži se. Čau, čau. Torej, dame in gospodje, El Makedoner in njegov zelo dober in zanimiv spot Angeli. Režija, prosim.